Vse pišete mne bolj. V končni fazi boš pa sam povedal. Ja. Je pa, sam to boš pa povedal, no? Povej. Zelo dober, jaz gimnastike nikoli ne bi naredil. Drog, kroge, ne vem, če ne bi bil roman. Ker vemo, koliko je gimnastika na fakulteti za šport. Sam 2 cake mi je povedal in si naredil izpit. To mi prej pol leta nisem znal povedal. Čisto. Evo. Ok. Moram povedati, da sem bil gimnastičar, jugoslovanski prvak, bolj na parterju, opica ta prava, poligon nazaj, vseh 4. Imate tukaj? 4,1. Rekord vseh časov. Na difu, še krvala. Pa tudi trener jugoslovanske reprezentance sem bil, 89 leta. V Jugoslaviji, moja punca je jugoslovanske prvakinje. Sem letnik 63. Tukaj kot troha, pojoči major. Pa nisem šel v penziji. Sem bil tudi direktor tam javnega zavoda, pa tako naprej. Zadnjih 20 let pa bolj jaz terapiram. Jaz bi lahko nazaj direktor, to je lahko vsak. To, kar pa jaz vem v psihoanalizi, to, da jaz psihiatre včasih inštruiram, pa da mi kakšne paciente prepošljajo, ker ono samo tablete znajo. Tako da sem ne bodi ga treba. Iz Trbovelj, Bogota poznam, 40 let ga poznam. Še tam v osnovni šoli je že bildo. Doma sem bil v telovadnici, takili, malo manjši, samo v višjem štuku. Bogdan je pa tudi zjutraj prišel bildati. Na DIF-u so ustanovili katedro za filozofijo športa. 7 knjig sem napisal, tale je 7. Razočarane gospodinje pri seksologu. Mogla imeti 400 strani, pa jih ima zdaj samo 300, ker je založnik rekel, da moram 100 strani ven vršiti. In potem sem lezbične primere ven vrgel. Jaz res terapiram in geje in lezbike, družinski zakonik, 2 sta bila sesuta, zato ker sem šel v državni zbor, pa sem povedal, kako in kaj je z Oedipovim kompleksom, ki je stebrni kamen psihoanalize. Prvi spol sem knjigo napisal, se me je policija varovala, da me niso 8. marec, Nika Kovač, pa kaj že on. Domen Savič, 200 ljudi, pa 10 anarhistov. Pazite, Strbovelj, tam smo vsi levičarji načeloma. Tako da prejšnji teden sem dobil obsodbo za 10 000 evrov, ker sem eni, ki je ušla iz polja, povedal, da je za opolje. Klakočarka, 2-krat policija, 2-krat. Sodila mi je pa njena prijateljica. Zato, ker nekdo mora povedati tisto, kar je res, pa kar mora biti povedano. In zdaj, če si je Bogdan zupal mene povabiti, lejte, tlele imate en PowerPoint, ki sem ga sestavljal. Vse fotke so take, da sem jih imel že tudi na drugih nekih podobnih predavanjih. Konference so tudi odpovedane, ker jaz predavam, to imam najvišje ocene kot predavatelj. Pred COVID krizo sem predaval pedagogom, a boste še prišli? Bom! So objavili konferenco, 2, razprodana, s kotizacijami. Pa se pa Boris Vezjak, filozof iz Maribora, pa Mladina, pa Klic Svobode. Cela konferenca se je odpovedala, ker psihoanalitična znanja so prepovedana. Freud je prepovedan celo v Avstriji. A zdaj pa en zadnjih Freudovcev sem pač jaz tukaj, saj tudi Žižek Freudovec, ne? Tudi Žižek lahko reče, Freud je večen. Skratka, zdaj, ali še sati proti vetru ali ne več. Jaz sem bil tudi gost pri Klemen Selakovič, Aideja. Ta tip je hotel proti vetru scati. Sem rekel, kolega, boš poscan, pa vodni top si daj med noge, ne moreš proti meni scati. In je probal in ni mogel. Skratka, jaz rečem tisto, kar 15 let ne smem na televizijo. Nacionalno. Prej sem bil pa gost vsak teden. V Odmevih, z Nino Zidar Klemenčič, pa še kom. Pa Rosviti Pesek, ona je imela tremo, jaz pa ne. Ker imam psihično pripravo športikov tudi, ne. Lahko kaj tele Ilke povedal. Telih medalj od Ilke ne bilo, če ne bilo mene. Sam zdaj govorim, ki je nehala, pa tako naprej, pa nisem imel z Ilko problem, z njeno mamo. Skratka, jaz si zdaj upam povedati, kar mora biti povedano.
Zdaj izgubiti službe ne morem, ker danes bom jaz šel kam že? Dolenjske Toplice za telim predavanjem. Razočarana gospodinja pri seksologu, 10 let imam že te predstave in tam služim, da lahko včasih pro bono terapiram. Se pravi, 20 let terapiram od tistih najbolj nemogočih. Če ne bi šel v Dolenjske Toplice, bi šel v Logatec, eni ženski, ki 15 let bila je posiljena v Grčiji. Disocirala. Tam v Idri, to je norišnica, ne, po domač povedano. Jo filajo s tableti, ne s tableti. In jaz hodim pro bono k njej domov, ker če jaz ne bom rešil, 15 let je že fikus. Disocirala je nova osebnost. Skratka, zdaj rečem Bobu Bob, jaz sem rekel take it or leave it, ne, nimam vrhovne resnice, da se mi oporekati, kdor misli, da se motim, ne morem reči, ej Bog, daj mu dopovej, da se jaz ne motim. Nimam dostopa do vrhovne vednosti, ker od Kanta naprej vemo, da je resnica neulobljiva, proizvod subjekta. To je kopernikanski obrat v filozofiji. Se pravi, ne kategorični imperativ, moralnost, kar je tudi Kantova, ampak to, da ne moramo resnice ujeti, ampak jo subjekt proizvaja. Ampak kljub temu, ne, če se pa obnašamo, kot da je resnica ulovljiva in to jaz delam, kot da je spoznanje mogoče, potem pa recimo brez Freuda in od Freuda naprej se v človeku kot subjektu, sužnju svojega nezavednega, ne da nič vedeti. Freud je bil tako persona non grata, skoraj kot jaz, enfant terrible. 10 let se je njegova knjiga Traumdeutung, to je interpretacija sanj, 1899 je šla, 10 let so 600 njegovih knjig prodajali, 600. Moja prva knjiga je bila 1999, napisana, novembra sem jo izdal, 100 let po Freudu, ampak se je imenovala Ideološke paradigme v športu, ko poseže vmes država. Tam na fakulteti za kurčenje se je strelj na trepalnice metal. Ker je zakon o športu on pisal, jaz sem ga pa sesul. Ne more država upravljati športom, ker je šport užitek civilne sfere, ne pa ideološko sredstvo tehnologije pa nadzora občestva. Skratka, od Freuda naprej, ker poznamo, da je zdaj pa nezavedno ključno, da je ključna tudi seksualnost, da je otrok že seksualen, da smo mi simbolna bitja, to ni retorična fraza. Zdaj načeloma, ko vi kaj sanjate. Pa veste, da tam, če sanjate nekaj, da tiste sanje morate razumeti šele, če jih prevedete v simbolno strukturo. In budnost na identičen način deluje v naši psihi kot sanje. Se pravi, to budnost moramo mi dešifrirati in jo prevediti v simbolno strukturo, da bi vedeli, zakaj se gre. Se pravi, jaz sem bil v športu, fuzbal sem tudi usmeril, poleg gimnastike, plaval sem tudi, ne, tako kot Bogo, in sem tudi zagotovil kot direktor, da imamo olimpijski bazen, da imamo proge v Trbovljah v bazenu, pa tako naprej so hoteli skrajšati. Jaz sem po srcu športnik, ampak pa moja dva fuzbalerja, sinova, zdaj ima Pruh, pa Novač špilo, je pa prvo ligo špilo. V Rudaru Velenje, pa Ankaranu, 7 golov je dal. Sam se pa piše moj sin pa Vodeb. Se pravi, ko sem slišal, da je to moj sin, gotovo, beš na klop. Če bi se pisal Zahovič, bi Euroligo špilo. To je ta prekletstvo tega priimka. Skratka, lahko malo berete tistele stvari. Nisem jaz edini, ali pa tudi Žižek ni edini, ki v svetu ali pa pri nas trdi, da brez Freuda, brez tega, bi rekel, epohalnega misleca vseh časov, to je v rangu Einsteina, Tesle, Darwina, Kopernika. On je spremenil fokus dojemanja psihe. Fokus je nezavedno. To nezavedno je pa simbolno strukturirana. Tale Simon Brezovar je sicer psiholog. Eden redkih psihologov, ki nekaj šteka. Zdaj to mingrede nisem povedal, jaz sem sicer bil tam na fakulteti za kurčenje, motoriko imam v mezincu, ker sem diplomiral iz motorike, se pravi plato o motoriki, ki je danes posredno tema. Na platoju sem bil pred 30 leti ali pa še več. Se pravi,
vse imam v mezincu, kar se tiče motorike. Ampak potem sem šel pa na psiho, pa na filozofijo, magistriral sem na psihologiji, tako rekoč, že v Zagrebu, 93 leta, ampak sem mogel ponoviti za te osamosvojitvene vojne, še enkrat na psihologiji. V Zagreb je bila teorija bega v bolečino, se pravi, športne poškodbe nastanejo v glavi, ne samo razen, če pa smuku padeš, pa se razbiješ, ne, ali pa da je faul, pa ti nogo zlom. Ampak načeloma, ko te križ boli, zakaj že? Ja, tlele rabiš bolečino. Tudi to imam v mezincu, pa sem iz motivacije, zakaj mi nekaj počnemo. V športu ali pa zato, da ste recimo vi vojaki. Naše nezavedno nasili v tip poklica. Na zavestni ravni mi nič ne vemo. In to sem uradno prvem magisteriju to naredil, se pravi, razložil psihologom, tam sem rekel, na oddelku za psihologijo, če vi ne veste, da je nezavedna motivacija ključna, potem nič ne veste. Pa sem ga kar poslali gor na filozofijo. Tam je pa Jacques Lacan, glavni, Žižek, Dolar, pa tudi feministke, se že celo življenje s Freudom ukvarjajo. In nočna mora za feministke Freud. No, kakorkoli že. Jaz sem potem še na sociologiji kulture, to je pa tudi na filofaksu. Tam je doma tudi ta teorija ideologije, feminizem, teorija telesa, obvladovanje užitka. Jaz sem tam drugič magistriral iz teorije ideologije v športu. Zato vem, kaj vse je ideološko, pa kaj je znanstveno. In jaz hočem biti znanstven in zdaj tlele bom malo tako brez dlake na jeziku povedal tudi stvari, ki so tako nevšečno se slišijo. Ampak zdaj jaz bi bodala izpadel, če tega ne bi govoril, ki bi nekateri, ki nekaj veste, rekel, pa se ta tip nič ne šteka. Ne me zdaj kaj v nezavednem povedal in tam bučke prodajal. Glejte, jaz nisem tak. Jaz sem se doktoratu odrekel. Moj mentor je bil gej. Pa jaz nimam nič proti gejem, zato ker jaz tudi terapiram geje, lezbike, psihe, teorijo seksualnosti tako vladam, da rešujem zakone, ljubice, libidinalne terapeutke za dušo in telo. Skratka, toliko vem, da bi se ne spodobilo, da bi zdaj tle neke mlačno vodo pretakal. Če sem se doktorata odrekel, če se tam na sodišču s sodnicami tam prerekam, si dovolim, da mi policija zvoni na vrata. Se pravi, jaz nekaj vem in zdaj takole, anatomija je usoda, anatomija genitalij je usoda spolov. Zdaj to niti ne gledam, če ste tudi ženske tukaj. Pri ženskah obstaja zavidanje penisa, zaradi tega so ženske vojakinje. Sorry, zdaj, če kira je, me ne zanima. Zaradi tega fenomena se potem v oedipalni fazi dogodijo ene stvari, ki determinirajo ženstvenost ali pa možatost pri faličnih ženskah, teh, rekel, moškinjah. Je moj izraz, včasih rekel možače. Mislim, zdaj, če jaz lezbike terapiram, potem veste, da nimam predsodka. Ampak, ko je pa na delu nacionalna varnost, ne, pa zdaj imamo pizarje na Bližnjem vzhodu, Ukrajina, tle pa ni šale. Ne, tle vam pa jaz povedal tisto, kar jaz vem, da vem. Vi pa take it or leave it. Anatomija genitalij je usoda in ženskosti in moškosti. Zdaj, če so feministke, včasih so bile to radikalne lezbike, danes so tudi feministke, recimo tako, kako bi že rekel, neko patološko feminilnost, zaradi katere sem jaz dvakrat policijo dobil. Žensko vladuje želja po penisu. To je epicenter te knjige. Že 8. poglavje o prvem spolu imela naslov Penis in ženska želja. Meni so zavrnili doktorat šport skozi psihoanalizo, predvsem te feministke, in sem novo dispozicijo napisal, malo sem se hecel, penis in ženska želja. 25 vprašanj, pa vam zdaj vulgarno trbovsko rekel, o kurcu, mi je izpolnjevalo 15 let, od lezbik do hiperseksualk, patološke, bi rekel, ženske, ki so patološke toliko, da ji teli organi iz glave ven skačejo, ker brez tega živeti ne morejo, vse sem preštudiral. So me nazadnje vprašali, kako je s tej želji po penisu o ženskah, toliko vem, a sem si jaz to zmislil, pa so rekli ženske, nemogoče, da si on to zmisli v teh primerih.
Ker tako suvereno o želji po penisu ne more moški govoriti, ker to sam ženska ve, kaj ona ima v sebi. Vso to znanje v tistili knjigi, pa v knjigi Prvi spol. Tukaj boste pa vi pač deležni par stvari, najprej skozi teorijo vam povem, da morate vedeti, da na zavestni ravni vi nič ne veste o sebi. Zdaj so bile volitve, voli naše nezavedno. Naše nezavedno se odloči, koga bo volilo. 80% volivcev je ovc, ki so volili po diktatu njihovega nezavednega, njihovo nezavednego je zmanipulirano. Mi smo sužnji svojega nezavednega. Zavest je imaginarna, sekundarni proces, je rekel Freud, nezavedno je pa ključno, primarni proces. Po Lacanu realno. Največ, kar se dogaja o nas, pa resnica o nas kot subjektu, sužnju svojega nezavednega, je v nezavednem procesu, ki za nameček še simbolno organiziran. Ne? Se pravi, puška ni puška, pištola ni pištola, čas ima ime revolver, top ni top. Ne? Pa tako naprej, petarda, ko poči, ali pa bomba, ko poči, to je orgazm, pa ejakulacija. Pa tako naprej, na simbolno nezavedni ravni, ki je realna, edina, ki šteje. Tole so Freudovi, recimo, neki koncepti, zdaj verjetno niste vdočili, neki ste se vendarle učili, torej, da je translojena duševnost, da človeka vladuje načelo ugodja, pa tu ni zdaj sam orgazm, pa not ga dati, pa za joške držati, spoštovani fanti, ampak tudi, če si ti moralen, če narediš nekaj dobrega, lahko čutiš srečo. Recimo, če ste na misijah, pa varujete tam red, pa neke vaščane pred nekimi, kaj pa vem, kakšnimi militantnimi vojskami tam, razštelanimi, patološkimi, čutite ugodje, čutite užitek in tudi to je užitek, ne samo seksualno v ožjem smislu. Zaprav, stebrni kamar je potem Oedipov kompleks, zaradi tega je Simone de Beauvoir danes bi bila obsojena za pedofilijo. Jeanu Paulu Sartreju 5 srednje šolk dala, 5 jih je pa za sebe imela. Militantna lezbika. No, danes bila v zaporu za pedofilije. Ona je napisala knjigo Prvi spol, torej, prvi spol sem jaz napisal, drugi spol. In trdi, da je ženska drugi spol. Ženska je prvi spol, zato ker so mame prvi spol. Brez mame ni življenja. Ne? Če bom povedal eno anekdoto, so bili eni srbski psihiatri, pa so se sprašvali, da so v srednjem veku hoteli tisti, ki ni bilo kontracepcije, tistih otrok bilo celega Boga, ne? Tistih nezakonskih, ker tam v enih cirkah so bile v sirotišnicah. In potem so te duhovniki, ki so skrbeli, pa nune za te otroke, so hoteli vedeti, kako bo otrok spregovoril, v katerem jeziku, če ne bo mamice, če ga noben ne bo učil jezika. Se bo otroci med sabo že zmenili, bo v enem jeziku spregovorili. In vprašanje je bilo za psihiatre, v katerem jeziku. Tam v Beogradu, 2 psihiatra IPO. Pa ne imam pojma, v kojem jeziku. Jaz sem pa trajal na mrzlico s kolesom. Ne? Mislim, jaz vsak dan športam, jem nič, ampak imam neustrašen karakter. Včasih sem bil Apolon, zdaj sem Zeus. Psihično imam jaz te kile. V glavnem, otroci, ne, v katerem jeziku so spregovorili. Jaz trajam sliko v nobenem, ker bojo vsi umrli brez mamice. Ne. In noben ni vedel. Jaz sem vedel, psihiatri vrli. Noben ni vedel, otroci so umrli brez mamice. Mamica je prvi spol. Želja otrokovega življenja, otroštva, ultimativna. Želja vseh želja, želja po mamici. Ne po očetu, želja po mamici. Zato so vojne. Trojanska vojna, lepa Helena, to ni bila Helena, to je bila onstra Helena in mama. Tam je Putin, Zelenski ne vejo, da je vsaka država simbol mame. Pa se pa tam pobijajo. Ne? Tisto Rusijo imamo, Ukrajino imamo, pa ozemlje je tudi simbol dreka. Ne? To so skopuhi še tisto zemljo za sebe imeli. Tam pa 100 000 ljudi umre, ker ne vejo, zakaj se gre. 5 minut bravo tistega Putina, da bom par stvari dopovedal, ali pa Zelenskega, se ni važno. Nezavedno je ključno pri vseh teh vojnah. Imamo tudi obrambne mehanizme, zato da sam sebi verjamemo, toliko si lažemo, da sam sebi verjamemo. Obrambni mehanizmi. Sanje niso samo kraljevska pot do nezavednega, ampak so kraljevska pot do simbolnega.
Ne? Mi smo simbolna bitja, v sanjah se to vidi, pa tudi budnost je simbolna. Se pravi, interpretacija sanj je temeljna knjiga psihoanalize 1899. Nezavedno. Eros Thanatos, to je stari Freud. Tle ne bom izgubil časa. Povem vam, da so to koncepti psihoanalize, Freudovi koncepti, transfer je eden ključnih konceptov. Transfer se zgodi v psihoterapiji, svoj čas se je vedelo, ne? Pa še danes se ve, ko se pacientka zaljubi v svojega psihoterapeuta in naredi promeno na mozgu. Breuer, prvi, še pred Freudom, je malo zdravil z besedo, je vsako nategnil, vse pa zdravo. Sam ne z organom, ampak zato, ker se je zaljubila. In on je prav možgane, ki je bila zaljubljena v njega. In temu zaljubljenju v psihoterapiji se reče transfer. Transfer je ena ključen moment, ključen koncept, da vi razumete, zakaj vi med sabo tako čustvujete, kot čustvujete, ali pa neke komandosne skupine. Recimo, tam je treba čustvovanja preveriti, ali pa potovanje na Luno, na Mars. Vse bo treba čustvovanje preveriti, kako člani posadke čustvujejo. Komandosi so, se pravi, desantne skupine morajo še posebej delati na tem medsebojnem čustvovanju. Posadke podmornic, to je vse ta transfer. Ko sem jaz to športnikom predaval, ko sem razlagal Fabjana, to je, ker so bežali vsi ven. Se rekel, s transferjem on to dela. Pa še vedel sem za vse te, kaj je delal 15 let nazaj. Sem hotel predavati na Olimpijskem komiteju o Fabjanu. Ne, niso obstili. Zdaj pa imajo pizdarje. Meni punce niso povedali, ampak Marko Žagar, ta iz Nemčije, ki ga jaz inštruiram tudi, ta je pa povedal, v Tarči bi mogel jaz biti. Ne, vode pa ne sme, ker že 15 let ne smem na televizijo. Se pravi, transfer, mene so poslali na Kosovo. Jaz sem bil vse tiste rekorde, sem jih tam podaril. V JLA sem bil 82 leta v Postojni. Poček, Žeriblje, to smo prepuzali, pa Slovenac, pa Šipteri v 82, to je bilo, šel raje v Bitolo. 9 mesecev Jošk nisem videl, pa sem doma strboval. Sam nisem mogli po mene prijeti, ki je bil par, ni bilo benzina. Sem bil tam dol, videl 9 mesecev, nisi Jošk videl, pa vidim Joške, sem umrl. Skratka, komandos, ker sem bil tukaj motorično fenomenalen, sem hotel na Kosovo, jaz pa vojak ne bom. Zato, ker, pač vam ne bom zdaj razlagal. Smo imeli pa gađanje, smo rekli, to je streljanje, nočno. Ne vem, sekunda se je lučka prižgala, to puf, smo streljali, sem dobil nagradnega, vse v Tarčo. Oni jajčko, ti so pa cincali, tuf je že ugasl. Jaz pa puf. Zaradi psihe, ker bomo mi govorili o telesni pripravi, vse v glavu. Telo je tam izvršilni organ. Ok, kaj vam še povem? Simptomi so, izbira poklica je simptom, kaj povem, koš ni koš, gol ni gol, not ga je treba dati. Libido je benzin, to je abstraktna energija, ki zalaga čustva, tudi miselne procese. Ok, terapevtsko metoda prostih asociacij, jaz delam čisto drugače, jaz hipnotiziram, jaz iščem po nezavednem. Jaz 90% časa na terapiji, 20 let terapiram, jaz govorim. Prej pa preberem vse življenjepise, pa še s sorodstvom se pogovarjam. Skratka, po Freudu so ključne tele 3 faze, oralna, analna, falična, se pravi, deček, ko misli božansko bitje, imenovano mamica, dobra dojka, blaženost, ko je podojen, zdaj to, če je moški, da prav Joške vidiš, neumn rataš. To je normalen moški. Mislenje mamice. Če ima mamica porodniški dopust premalo dolg, se pravi, smo hoteli prevaliti 1 mesec porodniškega dopusta na očete. Pa depresijo bo otrok fasil, on mora imeti tam mamico. Mamica je inventar dojenčka, brez mamice ne da umre. Ok, oni so umrli. V odraslosti po 20 letu skasira depresijo, če ni ob njem mamice. Analna faza. Mali sralec mora trgovati z drekom, on se mora usrati mamici v kahljico, da ga ima rada. In pa si ti dolžen. Ona te ima rada, se mora spet usrati v kahljico, da te ima rada. In trguješ drek za ljubezen. Tisti, ki niso imeli toaletnega treninga opravljenega, so skopuhi.
Pa imamo te imperialistične vojne, ker tudi to zemlje je simbol dreka. Ali pa bankiri, to sem štejo denar. To je imel 200 milijonov, to je 15 let nazaj, 2007-2008, koliko je bilo tista kriza, 200 milijonov je imel, pa je pa 2 zgubil, se je hotel ubiti. In to je od ene moje kolegice, star je bil 48 let, ona je bila pa manj starejša, tako bolj že falična, ko briko falična, 10 let starejša je bila. Vsi kot, daj mi ti povej, kako pa seksa ta vidva, mu sploh ne ostane, ker sam denar šteje. Fiksacija na analni fazi se to reče. Se pravi, s tem prvim darilom je treba trgovati in pride do analnega karaktera, se tem reče po Freudu. Pa je pa falična faza, tle pa otrok misli anatomijo genitalij. Deček na svoj način, deklica na svoj način. Deklica, če normalno, pravilno razreši Oedipov kompleks, ona ugotovi, da tistega lulčka nima, ko pa zdaj, jaz sem pa toliko lepša, očka, poglej, kako sem lepa. In tam mora foter biti kot vitje s penisom. Če fotra ni, punca pri 15-13 že doživi motnje hranjenja. To jaz zdravim tako, da se psihiatri kuni s tableti, antipsihotike. Jaz pa s hipnozo to delam. Jih najem pod hipnozo, da kile nazaj dobijo. Pa začnem razlagati, ko je bila pa zgodba s fotrom. Ja, ga ni bilo. Ja, veš, da ni rekel ti, princeska, koliko si pa ti lepa. In da oče kot bitje s penisom mora hčerki reči, da je princeska. In pol punca ne bo imela motnje hranjenja. Razen zgodi se spolna zloraba, kjer se motnje hranjenja lahko tudi iz spolne zlorabe napajajo. Se pravi, ta falična faza je tako pomembna je pa najbolj za moške, da v fazi pri 3, 4, 5 letih, ko se otrok bori s fotrom za mamico in se mora s fotrom za mamico biti in biti poražen. Deček mora z mamico spati po noč, ne foter. Če bo mamica spala, mu hidravlika crkne. Pri 20. Pridejo, mi ne ostane. Moram Viagro, zdaj imam Kamagro, koliko ste pa stari? 35. What? Dokdaj ste z mamico spali? Ja, kako pa veste, ko morate vprašati? Oči je umrl, pa so se ločili, ne vem ko, do 15 leta. Je mamica ležala, pa sem si ga drkal. Sem nago videl, me je rajcala. Ja, kje boš, ne? Poražen mora biti v boju za mamico, v svojo poseljo, foter pa mat pa skupaj spita in pa prije trdna osebnost, testosteronski, zmaga. Se ne boji, hudič v rep spul. Pa prijatelju ne nategne babe, ker ima moralno razsodnost, ker ga peče vest. Če si bom jaz mamice želel, mi ga foter odreže. In se odreče mamice, je poražen, ko bom velik, bom tak car kot foter in foter mora tam biti in biti car, pravičen, zaščitniški in on, ko rešuje probleme otrokove, dečkove mamice. Ne pije, ni agresiven, ker če foter zajebe, bo tam malo rato kopija luzerja fotra. Skratka, in če je otrok pravilno poražen v tej falični fazi, v Oedipovem obdobju, kastracija, ko misli anatomijo genitalij in predpostavlja, da če si svoje mamice želi, fotrova žene, mi ga on odreže. To pa ne. In se svoje želje odreče, se identificira s carjem imenovan foter in potem med lušen pa prav odrasli si izbere prav, ne pa lušen. Ne krade, ne laže, prijatelju ne nategne babe. Če se napije, je pohoten, fehtat moraš. Če dobiš ne, je ne, si ga drka še naprej. Dokler nisi tak car, da ti da. Sorry, zdaj tole je malo vulgarno, ampak tako to je, da se bo malo zapekli not v glavo. Ta Oedipov kompleks je ključna stvar za to, da ste moški, testosteronski, napadalni, da ste neustrašni, da imate borbenost, agon. Agon je starogrški izraz. To je borbenost, konfliktnost, ki se izvira od očeta. Očeta, jaz se spomnim, bom vrat zavil. Me je pa še tepel. Ko sem pa tepel? Ja, star strici so rekli, da je treba sina tepst. Glej ga šmenta, malo so prav imeli, ker jaz sem ful močno moralno razsojanje. Med lušem pa prav, ne samo da zberem prav. Jaz sem pripravljen kršiti zakone, ker so konvencije in narediti, kar čutim, da je prav. In jaz terapiram brez licence. Zdaj, psihoterapevtski zakon se je spremenil na mojo pobudo. Jaz sem se boril za to, da niso psihiatri svojo kemijo tisti, ki zdravijo patos, ampak se mora to zdraviti s talking curom, z besedo. Licencirani psihoterapeuti, kljub temu, da jaz izvesim.
Sam, če psihoterapeuti k meni hodijo po znanje, mi prepošiljajo paciente, potem, če nekdo k meni pride, moramo pomagati. Mene sploh ne zanima, ali sem jaz tam default ali sem psihoterapeut. Študenti iz Univerze Sigmunda Freuda se od mene učijo, tam pa izpite delajo. Pridejo pacientke k meni, pacientke, jim sploh ne rečem pacientke. Sem bila že enih 3-4, doktorica klinične psihologije, on je imel 10 diplom z Univerze Sigmunda Freuda, zdaj sem pa prvec. Siko, kam pa vi rangirate, vam niso do kolen noben, pa ne, da bi se hvalil. Malo se hvalim, ja. Skratka, tle je pa zdaj Oedipov kompleks pri deklici. Zdaj tole ste prebrali, ne, da je vojskovanje malo domena moških, da je ženska po Nietzscheju vojakova nagrada. Je rekel Nietzsche, ne. Greš ženski, ponesi bič. To je tudi Nietzscheva. Pa jaz nisem Nietzschejanc, tako da si razumem. Ampak so pa vodilni filozofi, ki so 100, 200, 300 let nazaj malo drugače gledali na teorijo spola, na feminizem, izenačevanje spola, woke ideologijo. To je vse ideologija. Anatomija genitalij pa diktira možatost pri moškemu in feminilnost pri ženskah, pa tudi možatost pri ženskah. Moški ne more biti drugačen kot možat. Zdaj, če je pa malo feminilen, ne, se pravi ga tudi v biseksualnost vleče, ali pa v homoseksualnost, če je biseksualc, pa je homoseksualc. Ne. Vete, če ne veste, jaz se fejs pozanimal, kako je z geji v vojski. Srebrenica, ali en moj Haba sem ga klical, mi je fasado zrihtal, skozi se je smejal, las je imel čist pobarven, ringelc, si rekel, Haba, kva pa je? Ja, kak pa si? Ja, mi imamo one tabletke, znaš, ko je. Si rekel, ne, to se moraš pogovarjati, ko te pa jebe, pa znaš, sve so mi pobili v Srebrenici. Ti kurba. Mislim, Strbol sem pa mat kurba velike rečem, ne. To je mašilo. Pol jaz to Srebrenico grem gledat, nizozemski geji v Umproforju so tam bili zadolženi, da se ta Srebrenica ne bi zgodila. Zdaj, ali je to res ali ne, jaz sem prišel do tega podatka. Ne? V enem trenutku, ko treba imeti jajce, treba imeti jajce, ko treba ustreliti, treba ustreliti. Moški to zna. In zdaj, če ste vi pravi moški, ste tlele. Zdaj, sorry, malo posplošujem. A je tole že samo preskočil? Ti kurba. Tu sem šel naprej, ja. Ja, le, zdaj pa, a tu, sorry, tu je že konc. A je tu usoda hotela, da jaz zaključim ali kaj? Daj še enkrat me je F5 ali kam moram tu čakaj malo, kje pa je? Tlele na tole. Čakaj, zakaj pa je tu šlo samo naprej? Čakaj, zdaj malo. Hop. Zakaj, da bi dal še tole? Temo nazaj. Ne, jaz videti, ja, se tam je, dobro. Ne, si še nismo tam. V redu, jaj. Se bi lahko vi kaj vprašali? Dobro, evo tlele. Zdaj to bom šel mimo, ne, tale borbenost pri moških je domena Oedipovega kompleksa, ne, ko ga mora otrok razrešiti in biti poražen v boju za mamico, potem je zdravo testosteronski. Zdaj tale na desni, ta je pa ranjen. Tale ima tudi tako, ga ima Tyson. Ta je bil ful dober vojnik, bokser, ne. Tega je pedofil spolno zlorabljal. In pol tisto svojo agresijo je ven dajal. Ali pa jeza do očima, kdo ti ukrade mamico? Ja, foter biološki, ne pa očim, materin ljubimec. In pol si toliko jezna tistega materinega ljubimca in pol si, nam rekel vojak, si Green Dragons, ali pa Viola, ali pa Šiško. Vardist, ne. Foter je bil gastarbajter, sploh ni vedel, kjer je foter, pa je pa prišel domov in imel pa njegovo mamico. Mami, kdo pa je ta stric? Tvoj očka. A si rekel, Šiško, tule si ti nacionalist sam zaradi fotra, ki je bil gastarbajter. Pa me pa mama klicala, ker Šiško je bil 9 mesecev v zaporu, ker smo bila v faktorju skupaj. Tisti, ko brani naše meje, so vojaki. Ne pa tistim trebuharjem tam, pa z replikami. Pa je imel s sabo vardiste, sem rekel, me bojo pa ne butali. Jaz moram povedati tisto, kar je prav. Državni tožilec se mi je zahvalil. Brez tebe ga ne bi mogli 9 mesecev res dati. Ja. Predsednik Viol, pa ženski fuzbalerski klub si je zrihtal, pa te najlepšo žgal. Pa mladi očka pri 60 ali 50, se ni važno. Glejte, so ene zakonitosti
in deček mora razviti testosteronskost znotraj primarne družine. Včasih zdrava testosteronskost nastane glih v primarni družini, patološka, kakršno je imel pa Tyson, se mora pa zgoditi travma. Zdaj, narodni heroji, pa sem Strbol, tam imamo vse same narodne heroje. To so bili največji tam, ko bi rekel, anarhisti. Ali pa orjunaši, to je jaz sem doma na Vreskovo 6, tam je bil en Franc Vresk, pa Franc Fakin, to so bili največji pizdari so počeli. Pa je pa prišla Orjuna, pa mu je zlomil, ti si imel 2 otroka, šel ti zlom, te bojo ubili. In so mu vroče juho zlivali orjunaši 24 leta, imamo občinski praznik, Francu Vresku. Je bil najbolj neustrašen, to bi bil narodni heroj, če prišel do vojne. Tele narodni heroji, to so ful popadljivi, agresivnosti niso mogli brzdati, najuriš proti metkam, jači je od sudbine. Narodni heroji so bili pogosto moralno brez kompasa in niso mogli besa do sovražnika krotiti. To je zelo, ne moramo vse povedati, ampak bes je treba krotiti, tu spet preskakuje, bes je treba krotiti zato, da ohrani življenje. Se pravi, tisti, ki ima razsodno moč, ima malo nadjaza, tisti, ki ima vse pošlihtano v primarni družini, z dobrim očetom. Tam, ki imel pa unga očima, ki cel življenje si želel, da bi ga ubil, pa ga ni mogel, ta je idealen za na fronto je, oziroma v prve vrste, zdaj ne čisto posploševati. Tam, ko je treba narediti rabli, so bili, to je bil poklic, to ne mora biti vsak rabli. To so mogli imeti defekt v glavi, se pravi eno veliko patologijo, da se lahko rabli bil. Zdaj so dali vrečko gor, da se niso videli, ampak to je bil poklic. Lahko so bili največji sadisti, so bili lahko rabli. In zdaj to ni tako enostavno biti vojak, ker tam se zgodi tudi, ko moraš, da zaščitiš na mirovnih misijah, da zaščitiš življenja nedolžnih vaščanov, da grejo, moraš nekaj ubiti. To ni tako enostavno s tem živeti. Veste, kdo je to največ tega povedal, ker ga kliče nekrofil? Jože Dežman. Ta rešuje svojega fotra pa strica Tončka, Dražgovska bitva, narodni heroj, strič Tonček. On je vedel, kako je, če ti človeka ubiješ, če ti hrbet kaže ali pa če to oči gleda. V hrbet je enostavno, če te oči gleda, je zajeban. Kdo mi je pa to povedal? Ja, foter pa stric Tonček. Danes pa tiste kosti odkopava, ki še družinsko travmo predeluje. Pejt se zdravt, nekrofil, ne pa da drek mehraš. Tole enakost spolov je še nekonzervativno stran preskočila. Tole smo bili mi, predsednikovali smo tej Evropski uniji prvič, to so prišle te desne političarke, to so imeli so divjo feministično logiko. Psihoanaliza ima svojo simbolno logiko, ki jo diktira anatomija genitalij. Penis je epicenter teorije. Zato sem napisal knjigo Penis in ženska želja. Zdaj tole malo si berte, ker moška moč se vsele napaja tudi pol, če si približno normalno razrešil Oedipov kompleks, to več od to, da se zbavo ni. To ni. Zdaj še min glede, provokativno, ker sem Strbol, moj Lovro je bil partizan, je imel rdečo zvezdo sred čela. Rdeča zvezda je simbol vagine. Nemogoče, da je kaj drugega. Dec mora imeti babo v glav, ker valjena rdeča zvezda je simbol vagine. Zato so se šivale deklice zvezdico doma, ker ta prav dec je šel v vojno pa branil domovino. Ženske so pa tam doma bile, pa so pa pohoto, jih je izdala, so šle pa na partizane. Zaradi pohote. Zdaj nam rekel, kako je z vojakinjami. Ne upam si povedati, ker vidim, da so tudi ženske tam zraven. Skratka, v ozadju vseh teh psihoanalitičnih procesov je en fenomen kastracije. Se pravi, deček ve, da mu ga nekdo lahko odreže in se celo življenje bori proti kastraciji. Zato je v športu, zato ima afiniteto do borbe, v politiki hoče zmagati, če ne zmagaš v politiki, se ubiješ čez dec, čez pa baba pa jokaš. Ali se pa umakneš z politike. Skratka, kastracija je en fenomen, ki ga psihologija ne omenja. Ampak če je Freud vseh genijev, potem je treba o tej kastraciji pač povedati par stvari, da vsako vojskovanje ima v ozadju boj proti tega
temu, da te fotor ne likvidira, da te ga ne odreže. In moški pravi se bori, ne joka, bori se, dokler ne zmaga. Ker če si ti porazen, to si banalno rečeno, kup ti kjer kurca odrezal. Žensko pa poraz ne boli na tak način. Pa nisem ženska, sam večino mojih teh pacijentk ali pa klientk je žensk. Ker moški ne v pršu povedati, da ima problem, ta se ga napije. Ženske pa pride, tam imam milijon robcev, one pa jokajo. Prav moški nič ne joka. Jok je znamenje kastracije. Odrezan ga imam. Joka lahko na pogrebu, ko vidiš scena, ko ti solze pretečejo, ampak da bi se pa z joko, ko ti eden nekaj naredi, to pa ne moreš, če spravi moški. Se pravi, še gremo zdaj na tolo fizično aktivnost. Redna fizična aktivnost, dnevni kondicijski treningi zmanjšujejo tesnobo, depresijo, negativno misli, negativno razpoloženje. Ampak vse to deluje na nezavedni ravni. In če te telo uboga, potem sam sebi zaupaš in veš, da si neka stratibiln. Da je ko te hoče poraziti, simbolno rečeno, ko ti ga hoče odrezati, ti ga ne bo. Se boš boril, boš zmagal. Tudi v športu, sam brez patriganja, brez goljufanja. Zdaj tole, moški imamo radi moč. To ni moč, ni ta prav izraz, moč. Ker tale organ se tudi, rekel, močno se po koncu postavi, je dajajoč, je aktivn. Freudov izraz je aktivnje. Ženska je pasivna, je sprejemajoča. To, če nimaš denarja, drki si ga še naprej. Moški mora dajati ženski, ker je diktat genitalij tak. Ne zato, ker je to ideološka fora. Ker ti, ko daješ v ženski organ, varnost, zaščito, denar, ona ga z užitkom sprejema. Ker je anatomija genitalij ženska sprejemajoča. S tem, da ima ženska dvodomna genitalija, ona ima pa odrezan lulček, imenovan klitoris, in tudi ženska se v objemu zavidanja penisa lahko kurči. Ampak ne tako suvereno kot moški. Načeloma pa pravilna ženska, če pravilno razreši Oedipo kompleks, če je fotor normalen, mama normalna, ima sprejemajoče genitalije, je pasivna. Ona v stiski išče moškega, ki jo bo reševal, tako kot je oče rešil stiske, ko je bila deklica. Se opravičujem, ampak psihoanalitično to tako je. In zdaj tlele nimamo mi eno všečno predavanje, zdaj so vojne okrog nas. Kjer ima? Hrvati ima že nabornike, Nemci tudi. Jaz sem zagovarjal to vojsko, da ima dobre lastnosti, pa sem najebo en let tisti postojni, mislim postojen. V tisti postojni sem tako najebo, ampak sem rekel, tam sem jaz dec prav ven pršel. Zdaj pa te luli buci, sem tisti TikTok pa porniče, pa napil pa kokain. Mi smo pa jebali ježa tam po žeribljah, pa vse posod. Vse vi imate veliko tega, ampak današnja mladina, mislim, jaz sem 2 sinova, ona da sta skozi fuzbal dala take stvari skozi, da ima ta psiho normalno, pa Oedipo kompleksa normalno razrešila. Ampak današnja mladina, mu daš puško, misliš, da je lizi kot dubu, vse ne ve, kaj dubu. Zdaj pa naj skoraj pride do vojne. Ko bomo pa pol imeli, pa maturacija. Današnji moški, to so nadomestni možje svojim mamam, mame jih razvajajo, in pa še sinčka mi najraj spala, ne glih seksala, da se obvaruje svojega moža, da ne treba seksati. Pa prije spake ven, feminilne, mladi moški. Zato je ta vojaškost bila nekoč dobrodošla. Dajte, tole si malo berte, zdaj kočem jaz to, tale je dober vojnik, samo on zdaj ne trenira njeno telo, on ima v glav, kako jo nategnil, nič drugega. Mislim, toliko nezavedni misli, on sam tukaj, kako je zvečer nažgal, ta pa tudi sam komi čaka, uradno se pa tole greta. Bo imela six-packe tako kot on, ampak vse neke zakonitosti pa so, kastracijska pripravljenost, torej kondicijska pripravljenost ali pa telesna, to so 2 koncepta. Kondicija pomeni srce pa pljuča, telo je pa mišice, pa moč, eksplozivnost, pa še srce ti mora služiti, da mišice pol funkcionirajo, pretok krvi pa tako naprej. Drugače je to en in isto, kondicijska, bolj mislite dihanje, telo je pa moč, tako da je pa
ne vem, o čem točno bi govoril, ampak vam povem, da za preoblikovanje telesa mora psiha služiti. Moraš ti psihično biti pripravljen. Jaz sem 10 let treniral gimnastiko, to sem 10 ton na dan dvignil. To zdaj dvihta tudi videti ne morem. Tok mi je šel na živce, ker to boli. Ti si čeličiš psiho, ko tiste dviguješ 100-kilske benče. Počepal na eni nog, 100 sem jih naredil, na levi 100 na desni. Oni smučari so sam gledali. Res sem bil motorični fenomen, ne? Ampak to boli. Ampak tako si ti psiho prepravljaš. Se pravi, če ti delaš z delom na sebi, iz registra psihe, to ne moreš delati, če te telo ne uboga. Če si ti en žgolj, tam te vse boli, kaj boš pa imel psiho normalno. Če veš, že se ustrašiš, če kdo ti pride tam dve v pogobcu seku, si se bo ustrašiš. Če se pravi zdaj, ga vsekaš nazaj. Tudi če imaš kilo muš, je tudi kategorija pa absolutno. Se boš branil. Če imaš psiho, ne ustrašno. Ok, če si razumski, pa lahko 2 koraka nazaj narediš. Pa ga z besedo ukaniš. Se pravi, dobro pripravljeno telo je lahko tudi krinka za psiho. Ti ste najbolj nabildani, Boga, ti si bil fejst nabildan včas, zdaj ti malo kil manjka. Ti imajo mogoče šibko psiho, pa ne govorim zdaj za tebe, ampak obstajajo pa taki bodybuilderi, ko ne veš, koja ga mama mi ni imela rada ali koja je zdaj z njim narobe. Se pravi, če imaš psiho normalno, ne boš pretiraval pri telesu. Se pravi, tam imel 120 kg mišične mase, pa anabolike, pa proteine žreš. Pa ti šnicl požrej, pa to je to, nimaš kaj za anaboliki. Ali imaš pa kurca mehnega, če bi red tak bil, ne? Šteje samo ena mišica, ta tle gor je vse nadomestek, simbolno nezavedno za kronično premajhno, ki jo deček doživel pri 3, 4, 5 letih, ki je mislil, jaz imam muhco, foter pa pitona. Odtod želja po velikem, pri moških. Tole sam, glejte, posttraumatska stresna motnja, tle ne bi drezil, zato ker je to ful kompleksen pojav, pa ni toliko vezan na telo, čeprav, če imaš ti ubogljivo, dobro fizično pripravljeno telo, te posttraumatska stresna motnja načeloma ne bo tako prizadela. Ampak tisti, ki pri meni to imajo zaradi psihičnih deficitov iz primarne družine. Disfunkcionalna primarna družina, nekaj narobe z družino, z očetom, če je recimo deček, če ga je premalo hvalil, če ga je skozi grajal, potem ga posttraumatska stresna motnja lahko fej zadane. Ampak če imaš ti močno telo, si toleranten na ves ta stres, ki ti ga da tam, če si na neki misiji pa vidiš masaker, to se ne sestaviš, ker tako. Meni hodijo tudi reševalci, te rešilce vozijo, ne. To je rekel, sem videl tistega mrtveca, ne morem več v službo. Si ko čak malo, daj ima midva malo družino gledati, daj mi povej, ko si ti kaj doživljal tazga iz registra travme, tam do 6. 7. leta. Sem videl, strica, ki se je obesil. Jaz sem ga najdel. Sem rekel, tle se ti pa travma, posttraumatska stresna motnja, ki se je aktivirala pri prometni nesreči, ki ste mrliča videl, se ti mrlič oživel, ko si ga pri 6 letih videl, ko si ga videl obešenega. In se je igral z njim, stric, ko pa tam visiš, pa se je mal igral. Pa vsi galama, mrtev je, obesil se je. In mu ta fundament se je aktiviral v enem šoku iz registra travme in nastala je posttraumatska stresna motnja, ker se mu je dogodek v odraslosti obesil na dogodek iz otroštva. Ker otrok je oče odraslega človeka, vse, kar se otroku naredi do 6. leta, se ti uveljavlja v odraslosti. Serijski morilci vsi nastanejo v otroštvu, do 6. leta naredi jih mama, pa odsotni oče. Ubijajo ženske, moški. Trobec, plut, vsi je v otroštvu nastali. Trobec brez fotra. Plutu je pa foter, gastarbajter, mama mu je pa žogo za fuzbal razrezala, ko me je foter z Nemčije. Mamo bi ubil, pa je pa ubil 5 bab, ali koliko, 3. Ljubica Ulčar, pa tam šel v Srbi. Silvo Plut. Zdaj lete. To sem jaz svoj cajt tudi cenzuro dobival, sem rekel, gledajte, meni ste vi Ljubico Jelušič, pa Alenka Ermenc, pa Bobnarca je bila. Sem jaz povedal, da to ni, da je to simbolna disonanca, da moškim ukazuje moški, oče, ne mama.
pride do simbolne disonance. Ampak Bobnarcev sem pa hvalil, ker tele zgodba z golobom je pa ona imela prav. Pa imam Venero v levu, najvišjo stopnjo ljubljenja žensk. Moja knjiga, prvi spol je knjiga o ženskah, to je slavospev ženskam. Ampak skozi teorijo, pa ko je na Tanalu nacionalna varnost, tukaj pa ne bom zdaj ovinkaril, pa neke pravljice pravo, pa bučke prodajo. Vete, to beg in boj, to je psihiatrična fora iz Amerike, so prenesli, da ko pa je zajeban, imaš pa beg ali pa boj. To je moška paradigma, ki se lahko izolira s faktorsko analizo, statistično metodo in sta dva faktorja, pa mu rečeš, en je boj, se boriš, en je pa spizdiš, ne. Ženska ima pa paradigmo, ali se malo bori, ali pa išče fotra, ki jo bo rešil. Če ima normalno razrešen Oedipov kompleks. Če ima pa tam feler, ali pa če je spolna zloraba, potem je pa fantinja, pa v objemu zavidanja penisa postane moškinja in potem navali narode in reagira tako kot moški. Ampak teh je v procentualno, rekel, manj kot 10%. Pa tako jaz terapiram in jim pomagam, ali pa geje terapiram in jim pomagam, pa ne zato, ker so geji, ampak zato, ker ima zelo zajebano otroštvo. Napačen Oedip in moramo predelovati za mero do mame, ki ga je naredila geja. Ali pa če je spolna zloraba, tudi iz registra igranja zdravnikov. Zdaj ta Leo je zihar vojak, ima tako vojaško priceško. Moški vse, kar na tem svetu naredimo zaradi mame, oziroma naslednica mame, mama je od fotra zaradi ženske. To bi se pobili med sabo. In če smo moralno razsodni, uno lepotico, ki je punca ali pa žena od mojega prijatelja, mu na voš nažgal. Ženske pa nima tega, jih pa rajca, da ti pa spelje svoj prijateljc. To je pa njej užitek. Ali pa če je objekt želje prepovedan. Ali pa če se ena smrkla da s fotrom od svoje najboljše prijateljice dol. To je ful v užitek. Moški te perverze nima, ženska jo ima, zato ker je njeno moralno razsojanje utemeljeno na sočutju. Ženske so bolj sočutne, so lažje mirovne posrednice, lahko, samo jih je treba imeti pod kontrolo. Ker ko se ženski strga, sadizem ven vseka tako, da si fantje, moški misliti ne morete, kako so ženske znajo biti sadistične in do moških in do drugih žensk. Ta ženski sadizem je ful zajebana stvar. Jaz bral bo 3 glave, da bi ženski sadizem razumel. Ker sem mobbing študiral, kako to ženske med sabo, kako se mobbingirajo. Ne, zdaj govorim prepovedane stvari, pa imam Venero v levu, najvišjo stopnjo ljubljenja žensk. Jaz ne govorim zato, ker bi mamo sploh ne sovražim. Zdaj tale moja mati, mojih 2 otrok, meni 40 let sva že skupaj. Če ti 2 otroka rodiš, ta je tuje, nimaš kaj tam po napadalkah, nastavljavkah gledaš. Ampak jedeš govna. Skupaj smo zaradi otrok, jaz sem še vnuke zdaj. Skratka, zdaj od seksa ne bom govoril, če kjer hoče, naj si tole neko knjigo nabav, tle pa vse od seksa. Freud se je z Einsteinom pogovarjal, warum Krieg, zakaj vojna? Sta si dopisovala v času Prve svetovne vojne. In je Freud razlagal, in že malo Thanatosa, gona smrti, ki ga v psihoanalizi ne jemljamo tako resno. Ampak se upiranje kastracij, pa kastracijska napadalnost je stvar Oedipovega kompleksa. In človek, ko je začel govoriti, je lahko postal mirovni posrednik oziroma se je z besedo lahko zmenil. Sadistično besedo je premagal nasprotnika, je odvrgel kopje. Zato se je treba na politični ravni dogovoriti, da ni vojne. Zadnja stvar, ki sme biti, je vojna. Zato, da se pa ohranja mir, morate biti pa tudi vi vojaki, ki boste ohranjali ta mir. Da oni pacijenti, ki poravnava recimo tam neke vaški tam domorodci, tu se pobijajo med sabo, ker imajo frustracijo iz prejšnjega življenja oziroma iz primarne družine in potem mora nekdo biti, ki ohranja red. Predpostavljam, da ste to vi, ker mi nimamo vojne, ker imate misijo, ne vem, zbil na Kosovu. Tam je zajeban pismo, Srbi pa Šiptari se videti ne morajo. Pa nacionalno mešano. Bosna je tudi zajebana, tam pa 1/3. In vse je sama vera. Freud je bil ateist, čeprav je bil Žid. On je rekel, da Bog ne obstaja.
Jaz sem rekel do 25 leta, pa sem jim pa želja, torej občutenje, da Bog obstaja, vrnilo oziroma oživelo, ker sem imel močnega očeta. In moški, ki imamo močnega očeta, se nam zdi, da Bog obstaja, dobimo tako občutek mimo cerkve. Freud je bil pa ateist, se pravi ni verjel v Boga, ker je imel kastriranega fotra. Židak ni smel po Dunaju še po pločniku hoditi, torej po cesti mogel hoditi, ne po pločniku. Ceste niso bile asfaltirane, po prašnih cestah, kastriran, zato ni čutil, da Bog obstaja, Freud. Pa še mama mu je rekla, ljudje smo stali iz nič, pa tako je naredila, pa je kar epitel, a vidiš, iz nič je ratu, pa je malemu Zigiju pokazala. Freud je bil ateist. Ampak, ko je človek spregovoril, mi se lahko zmenimo z besedo, svobodo govora. In ta mora biti pretočna. Sila, za kar ste pa vi nastopi šele, ko ste se učili kdaj. Ok, tale back in boy. Glejte, ko je to patria ali ko? Samohodka smo mi rekli. Na simbolni ravni je to organ, je falos. Falos je simbol moškega spolnega organa. Zdaj to, da ste vi med sabo čustvujoči, tukaj je pa nezavedna čustva, če imate vi veliko zamero do sosedov, do starejšega brata, ki me je jebil, ali do mlajšega, ki ga skozi mamica po očih iz tega kovala v zvezde, jaz sem pa odpadel kot krof od gad. To vi lahko ful v skupaj delujoči skupini čustvujete. Ko je zajeban, se vam infantilno čustvovanje oživi med prijatelji, med kolegi, tovariši. Zato se morate bati stiske. Recimo, ko sem še smel v Čile, torej na odmeve, so bili čilski rudari zakopani, koliko je bilo to, 15 let nazaj. V odmevih sem bil. Trbovlje, rudar, pa Velenje, pa ne vem, Rosvita, Pesek. Sem rekel, tili rudari se bojo stepli noter. Ja, pa ne, to so tovariši, ne, stepli se bojo. Zato, ker je stiska, misli se bojo, da bojo umrli, niso vedeli, da bo NASA prevrtala in so se vsi stepli dol. Najboljši prijatelji. Sam o tem se ni smelo govoriti, ampak seveda so se stepli dol, v stiski. Zato pravim, če ste vi na misijah pa v stiski, pazite se negativnega čustvovanja iz primarne družine, da ne boste med sabo kaj tazga delali. Recimo, pa še nekaj sem povedal, ko bojo prišli čilski rudari ven, jih bojo ljubice pa žene prečakale. In bojo šli k ljubicam, ne k ženam. In tudi to se je zgodilo. Ne pri vseh. Zdaj tole, dajte malo prebrati, kaj je vse povezano s kondicijo. Se pravi, če imaš ti dobro kondicijo, razmišljaš normalno, si bolj učinkovit, pri sebi zaznavaš tesnobo, zaznavaš strah, ker veš, si zaupaš telesu, zaupaš, a bo vse ta stiska noter, ker nezavedno prebere situacijo, tle bomo najebali. Pa zaupaš telesu, ampak ti psiha deluje normalno, če imaš pa ti preplašeno telo, se pa psiha boji preplašenega telesa, ne pa situacije. Zato morate vi imeti neustrašno telo, ki je v Boga, ki je močno, ki ima kondicijo. In potem vam psiha služi. Zaznavate pri sebi tiščanje v prseh, lahko regulirate sam, določene prebliske o strahu, z razumom lahko skočite, ker imate adut ubogajoče telo, ta adut imam. Zdaj moram biti pa skoliran. Pa še dobra psihična pripravljenost vojaka. Če je vojak dobro psihično pripravljen, se ga ne da zlomiti. Ampak če se pa telo mu zlomi, se mu pa pol še psiha zlomi. Ampak lahko se mu pa psiha ne zlomi. Torej, psiha se mu lahko zlomi na pobudo otroštva, ki ima slabo psiho iz otroštva, telo mu pa dobro delujoče, mu crkla glava. Glava crkne zaradi otroštva, zaradi odipa, zaradi slabega očeta, pa premalo pohval od mame, pa premalo pohval od očeta, pa ti psiha crkne, tle pa nabildan. Hun žgoljo, pa telo kome deluje, ampak ima psiho normalno, ker je bil normalno primarno družino imel.
To so ene zakonitosti, ki so večinoma vezane na nezavedne procese. Ne? Se pravi, vaša zavest toliko ne ve, kot sem vam jaz tele teoretično malo nakazal. Vse zdaj po moje že malo utrujam. Tale transfer, no, tole čustvovanje, če bi si slučajno zaželeli, da še kdaj kaj povem, bi bilo dobro, da povem o čustvovanju, ki ga imate v stiskah. Tle se morate vi zavedati, da če imate neko dispozicijo patološko iz primarne družine, ful zajebano primarno družino, potem se vam ta aktivira lahko v skupaj delujoči skupini med prijatelji, v stresni situaciji pa začnete negativno čustvovati. Se pravi, jezo, bes lahko ven aktivirate. Zato tisti, ki pripravljajo odprave na Mars, recimo, da gre posadka 3, to jim morajo ful preštudirati psiho v nulo, da se ne bojo pobili med sabo. To je največji problem skupaj delujočih skupin, ne koliko ima kjer telo obogajoče. Čeprav, če imaš ti tam enega žgolja, tako kako mi tisto raketo, ali ko ima že, jaz sem maljutko tudi nosil, je bila težka, pa mitralješ. Ne? Če vidiš onga, da ne bo zdržal tam, ko je treba 500 metrov šprintati, ti skrbi, ne, ali bomo preživeli, če moraš ti zaupati svojemu kolegu. Mi moramo imeti dobro ali pa dovolj dobro pripravljeno telo. Kaj je pa v psihi? Jaz sem bil na Ramu, Race Across America. Pa ne z Robičem, ampak en naš matador, Stoklas. Si rekel, ti zglih tukaj pretegen, da bi lahko tule odvozil. To je New York ali Filadelfija, Los Angeles. 12 dni brez spanja. Sem rekel, ok, grem, da vidim, prejšnji let mu je glava dol padla. In pa mu je zdaj spet, ne, in jaz ugotovim, da sploh ni mišica ključna, ampak mu je zaspala misel, dvigni glavo. In jaz ga tam nisem mogel hipnotizirati, ker tudi sugestibilen ni bil. Sugestibilen, dojemljiv za hipnozo. Štraserja, trener skozi, to je 8krat zmagal, več kot naš Robič. Tega Stoklasa nisem mogel hipnotizirati, da bi dvignil glavo, ker mu je ukaz dvigni glavo zaspal. In smo tam nek sred Amerike končali. Zdaj imam pa jaz probleme. Naša ekipa, tako kot vse, se bo stepla med sabo. Največji problem sem imel, da bo najšibkejši člen znoril, pa bo začel se tepst. Tako kot v vseh skupinah, v vseh grupah. In sem to komi naredil. Se pravi, ful prijatelji, rodari, ful prijatelji, vsi so se stepli. Mi na Ramu, prijatelji, je že zamahnil. Prejšnji let so se tepli. Pa še tako. Nisem vedel, tale moj Stoklas je imel babo sabo. So mi oni od Robiča rekli, sam babe met ne zraven. Ker bo tega skrbel, ko voz, kjer mu bojo nategnil. Ker Robič je začel halucinirati, da mu bo en babo nategnil. Mi smo imeli pa 2. Pa bi zaljubljena od tega mojega matadorja. Jaz pa nisem vedel, so mi skrivali. Tako da ženska pa misije, to, gledajte, zdaj, če je lezbika, veste, da ne bo dala, če pa ni, to se pa pol zalomi, Pri ženskah se vselej zalomi, če ste normalni, to te sam tukaj tako boste nategli. In ste vem, da ste normalni, pa tega ne smeš, pa se pa malo napiješ, pa Nadja spade. Ne, vse vojne imajo posilstva, pa povojne poboje, ne sam naši. Torej, Rdeča armada je vse posilila, celo Vojvodino, celo Prekmurje, naše ženske, Rdeča armada, ki so nas reševali, neč o tem govoriti. Ženska je vojakova nagrada, povojni poboji, vse vojne imajo to. Pa ne zato, ker je totalitarni režim, slučajno so levi zmaga, če bi desni isto delali. Zato, ker je človekova duševnost taka. Ne pa, da se zdaj obešamo na te povojne poboje. Človek je taka žival. Človek, ne pa politični sistem, desni, levi, to nima veze. Ok. Hvala sem še kaj tle povedal. Povedal sem, da je mama simbol države, da državo patrioti imajo radi svojo državo, domoljubi, svojo mamo imajo patološko radi in pa grejo mamo brant. Mama je, ozemlje pa tudi simbol dreka, to sem vam že prej povedal. So vojaki, so bratje. Če imate zamero do lastnih bratov, bojte se, da se note prerekali med sabo.
Problematični so edinčki. Ta se pa ne vklopi v nobeno skupino. Jaz sem bil 6 let edinčk, v skupini jaz sploh ne morem delati, jaz sem naraj sam. Solo eno brez talona, čeprav sem tudi košarko veliko špilil. Ok, zmagovalci, če ste cari, imate privilegij v ženski želji. Zmagovalke pa ne toliko. Načeloma mora pa ženska lepa biti. Ok, da ne bo nelagodja v kulturi, malo tole preskočil. V športu je fair play. V vojni pa ni fair playov. Razen na papirju so, ne. Tam padalca ujamejo, ne, in potem se zgodi, da ga zamenjajo, ali ga pa ne zamenjajo, pa ga mučijo. Se pravi, kastracija, odip, moški deluje, ženska se kaže. In ko mi moški vidimo ta dud, to smo čist neumni. Vidiš nago babo, če si normalen, se ti zasukne. Tamle zdaj nam rekel, da so vojaki, to vse ni važno. Ženska z nemočnostjo naredi vse. Dobi providerja, dobi zaščitnika, moški je pa sam. To je malo parodija, uniforme rajcajo ženske, zdaj če imate ta privilegij, ponovadi so mi ženske rekle, ko prijem domov iz bolnice, moram biti v medicinsko sestro napravljena in pa me tip žge, da sem šel v medicinsko sestro. Načeloma pa ženske fantazije, da ko te pride uniforma, to mokra vrata takoj. Če še niste to, pete enkrat v uniformi domov, to bo takoj pol že zrajcana. Pa vojaki obetate ženski užitek, če slučajno ne veste. Sam verjetno veste. Obstajajo ženske, ki so v seksu premagane. Ti bolj korineš, ona misli, da jo premaguješ. To ima bios neki narobe skupljen. Ženska hoče moško moč. Njej se meša od užitka. Tista, ki se čuti premagano, ima narobe skupljen. Pridejo ženske, tudi k meni se čutim premagano. Ja, kako to mislite? Ja, bolj ko me rine, bolj me premakuje. Narobe. Normalne ženske hočejo moško moč. Ko sem še kaj napisal. Da ne imeti nekontroliranega treninga, pa delati cele dneve za moč, ker se vam psiha deformira. Pa postanete, so te filmi so malo resnični, recimo tale Brnova premoč, ali ko je ta Matt Damon. To je čisto topel, ker je bil narejen za atentatorja. Moč, vse, delaš na tem, bolj te psiha. Če si ti močen, za koga boš pa močen? Zato, da se vštepu. In pa čakaš, kje bi se jaz malo tepu. Imam enega pacijenta, ko hoče biti vojak, zato, da bi lahko ubijal. Se ko pazi, imaš dispozicijo, da si lahko serijski morilec, ker imaš strašansko jezo do lastne mame, da ne bi kdaj žensko udaril. Ne, bi bil pa vojak. Ampak on bi užival, da bi lahko pomagal vaščanom, ki jih treba zaščititi pred militantnimi vojaškimi tistimi strukturami. Ampak on bi bil vojak. Izbira poklica, biti vojak, to je simptom. Običajna oidipalna frustracija skoraj da ne zadoštuje. Jaz imam normalno oidipalno frustracijo in sem ful testosteronski, močen, neustrašen, pa ne bi bil pa glih vojak. Ampak ko so pa tam kjerga leta 90, 91, sem imel že dojenčka, ki so pa tam nad kumom tisti tule, sem šel pa sam po puško, pa gremo v boj. Ali pa moj prijatelj z Levice, sindikalist, Litije do Čateža, Pjanko Maura pride tja v Dimnik, v eno štorijo. Leta 15-16 je bilo, ko so bile tiste izbeglice, oziroma izbeglice so Bosanci. ISIS, ki je gor prišel, ki je 60 000 smo šli, gremo na mejo. Jaz sem rekel, vse imamo, jaz sem 3 punce, baba pa 2 hčerke, ti imaš 2 sina, bolite kurac, gremo baba zaščititi. On je hotel je dol v Brežice, pa je zaščititi babe, ker je 60 000 prišel noter. Član Levice, sindikalist, ne. Pa ga jaz drug dan vprašam, lega, kjer ga svalo? Tiste, ki bi vojsko razpustili. Si ko veš, ko si ti včeraj govoril? Ne, sem bil pijan. In vino veritas, da gremo v Brežice na mejo, pa da bomo zaščitili naše babe. Tvoje 2 hčerke pa ženo. Res da? Si ko ja, to je resnica. Tam uradno spa za begunce. Nisem hipokrit. Skratka,
Vse sem se povedal, dosti imam. Zdaj sem vam pa na voljo še za kakšno vprašanje, ker verjamem, da sem vam malo takole not porušil tole peace of mind, da bi mi rad kakšno vprašanje zastavili. Tako da